Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, cenjene gledalke v oddaji Župan z vami. V občini Rogaška Slatina je bilo letošnje leto zelo pestro, pa ga niti še ni konec leta namreč. Zato smo v oddajo povabili župana magistra Branka Kidriča. Ampak pravzaprav smo mi njegovi gostje, se pravi, hvala lepa, da ste nas sprejeli. In gospod župan, se strinjate s to uvodno ugotovitvijo, da je bilo zelo pestro, zelo delovno, verjetno tudi za vas, sploh poletje? Najprej dober večer. Seveda je bilo malo drugačno kot običajna pretekla leta. Ob športnem, kulturnem, glasbenem utripu v našem mestu oziroma v občini v letošnjem poletju je bila novost odprtje stolpa in pa 40 000 predvsem enodnevnih obiskovalcev v Rogaški Slatini, kar je se prvič zgodilo v zgodovini občine od nastanka leta 1994, da bi zaradi enega dogodka ali pa enega projekta prišlo toliko novih gostov, in vse to je povzročilo nekatere sinergijske učinke, ampak v pozitivni smeri, in smo veseli, da je bil živahen utrip na različnih področjih. Ampak niste samo s stolpom poskrbeli za živahen utrip, prav posebej ste izpostavili tudi nekaj večjih športnih mednarodnih dogodkov, ki vas je tudi zapisal, kot rečemo, na svetovni turistični zemljevid. Nekaj so nas zapisali ti dogodki na slovenski zemljevid, nekateri pa tudi na svetovni. V mislih imam na primer Bobrovo bicikliranje, ker gre za neke vrste športni družinski dogodek, pa gre za kolesarsko dirko po Sloveniji, kjer je že 10-tič tudi naša občina sodelovala in od tega 6-tič z samim ciljem. Mednarodni pogled pa je bila Rogaška Slatina deležna v 3. mednarodnem festivalu športnega filma in dokumentarnega filma, ki se je prav tako v letošnjem poletju odvijal pri nas. Na športnem področju smo gostili tudi mednarodni teniški turnir v konec avgusta kot neke vrste novost, sicer pa ima tudi tenis bogato zgodovino v naši občini, in če vse to zaokrožimo, potem ocenjujem, da je za vsakega bilo nekaj, tako za domačina kot tudi za obiskovalce, ki so bili akterji na teh številnih dogodkih. In mogoče za zaključek še omenim tako imenovani Afroditin tek, torej projekt, ki ga že 7. leto izvaja predvsem Štajerski val in pa kozmetika Afrodita z seveda močno podporo občine in drugih donatorjev, sponzorjev. In moram reči, da ta projekt močno vpliva tudi na športne aktivnosti številnih domačinov, kar nas še posebej veseli, saj se veliki odločajo, da bodo na njem aktivno tudi sodelovali, kar pa pomeni, da se treba prej tudi seveda malo pripraviti, in ugotavljamo, da je tudi zaradi tega atletski stadion z tekaško stezo in pa še kakšne druge rekreativne športne površine bolj popolnjene. In zato pravzaprav, ko pridejo z idejo k vam po kakšni podpori takšnega dogodka, nikoli pravzaprav ne rečete ne oziroma premislite o vseh teh učinkih? Ja, bi rekel, da na naše veselje se veliko tovrstnih ljudi, ki si želijo kakšen dogodek v Rogaški, obrne seveda najprej na občino, ampak smo prišli nekako do zaključka, da 5 takih projektov na športnem področju v vsebinskem, organizacijskem in finančnem smislu še zmoremo, več pa verjetno ne v danem trenutku, kajti tu ne pomeni samo, da organizator pride v Rogaško, ampak pričakuje od nas tudi aktivno sodelovanje, ne le v vsebinskem, tudi v finančnem smislu, pri tekih, kolesarjenju, seveda varovanje proge, kjer sodeluje več kot 100 prostovoljcev, kot tudi v drugih krajih, ampak torej nič ni tako preprosto, kot mogoče na prvi mah zgleda, vendar pa, ko potegnemo črto pod temi dogodki, ugotovimo pozitivne učinke in ocenjujemo, da je ta finančni vložek občine dober in da ima širok vpliv tudi na domačine, kar pa je prvotni cilj tudi porabe proračunskih sredstev. Seveda pa ni samo šport tisti, po katerem je znana občina Rogaška Slatina, tudi po glasbi, kulturi, po raznih festivalih, tudi teh je kar nekaj. Tudi na glasbeno-kulturnem področju imamo 5 večjih odmevnejših projektov, tudi na različnih področjih, in tudi tukaj smo ugotovili, da toliko še zmoremo,
sodelovati, pa tudi finančno podpreti, kaj več pa v danem trenutku težko, ker so pa ti dogodki ne le enodnevni ali pa enkratni so, vendar se odvijajo v večjem časovnem obdobju, kar pomeni, da je pestro dogajanje daljši čas in to pozitivno vpliva tudi na počutje in klimo tako domačinov kot tudi gostov. Morda samo utrip turistični, kakšen je bil, ste zadovoljni z obiskom turistov? Občina ima podatek verjetno? Približujemo se letu 2019, vendar pa se je struktura gostov spremenila. Prej je bila Rogaška Slatina kot naravno zdravilišče najbolj obiskana ali pa znana po številu nočitev tujih gostov in le 15% je bilo slovenskih gostov, zdaj se je ta številka nekoliko spremenila. Torej iz Rogaške oziroma iz Slovenije je približno 30% gostov, iz drugih držav pa preostanek 70%, vendar pa je seveda manj gostov iz Rusije. Ostaja Ukrajina, Azerbajdžan, Kazahstan in tako dalje. Povečalo pa se je število italijanskih gostov, avstrijskih, nemških, tudi skandinavskih in hrvaških. Tako da je pestro vedno, verjetno ne samo poleti, ampak vse leto. Mislim, da je prav, da poveva, da je letos 30 let od sprejema teh krovnih dokumentov, ki so uvedli novo lokalno samoupravo, da je bila potem tudi občina Rogaška Slatina seveda ustanovljena in od vsega začetka ste tudi vi župan. Kako gledate na teh 30 let, na to prehojeno pot? Bila je kar zanimiva ta pot. Mislim, da je dobro, seveda, da je tudi občina Rogaška Slatina nastala kot številne druge občine po Sloveniji. Zdaj, bolj je to vprašanje za predvsem občanke in občane, kako oni vidijo razvoj naše občine. Vse ostalo bi lahko izvenelo samohvalno, kar pa ne želim, glede na to, kot ste rekla, sem na funkciji župana že od vsega z nastanka občine, ampak tisti začetki so bili še posebej zanimivi in so mi ostali tudi v spominu, kajti po izvolitvi nisem imel nič, razen da sem si najel pisarno in od tam začel iskati tako objekte za občino, kot tudi kadre in vse ostalo. In spomnim se, seveda, da v 3 mesecih smo vse to tudi vzpostavili, začeli z normalnim funkcioniranjem in tisti prvi mandat je bil kar zanimiv, če se tako izrazim, ker smo sočasno peljali tudi nekatere potrebne investicije, predvsem za področje šolstva in predšolske vzgoje, kar je ena izmed osnovnih nalog občin, da zadostijo kvalitetnim pogojem za osnovnošolsko izobraževanje. Seveda pa v nadaljevanju smo poskušali pokriti različna področja z dvigom standarda življenja ljudi in tudi z ustreznimi novimi objekti. Tu pa vemo, da spada v ospredje tako cestna komunalna infrastruktura, stanovanjska problematika oziroma izgradnja objektov in tako dalje. No, ste naredili nekakšno analizo in našteli oziroma povzeli tiste največje investicije, ki so bile v 30 letih narejene. Ste prišli do kar visoke številke, se mi zdi. Drži, mi smo naredili to analizo 285 projektov večjih ali pa srednje veliki smo realizirali v teh 30 letih na različnih področjih in nekako smo si zadali cilj, da bi jih izluščili 30 tistih najpomembnejših in smo nekako prišli do zaključka, da pa to ne bo tako preprosto. Pa ne zato, da ne bi znali, ampak po naši oceni je več pomembnejših projektov in zato v enem letu samo enega izbrati ni enostavno. Pa vendar, no, mogoče, če nekatere izpostavim, ne mislim jih naštevati, potem ocenjujem, da je na športnem področju pomembno, da smo zgradili še, poleg že športne dvorane Rogaška Slatina, ki je bila prej še eno športno dvorano, pa še 2 telovadnici ob podružničnih osnovnih šolah. Na stanovanjskem področju 5 večstanovanjskih objektov, od tega eden z oskrbovanimi stanovanji. Da smo zgradili 15 krožišč, kar pomeni, da za naslednjih 20 let ob upoštevanju povečanega prometa ni potrebno več, tako kaže študija, graditi nekih krožišč ali kaj podobnega. Da smo zgradili 35 km kolesarskih stez, ker tudi s tem je omrežje neke vrste zaključeno. Da smo zgradili reprezentančni objekt Anin dvor, pa kulturni center z dvorano 400 sedeži, pa novo knjižnico,
pa Bobrov center, nogometni stadion. Po mojem mnenju eden od najpomembnejših projektov še tudi danes, leta 2006, dom za starejše občane Pegazov dom, in še bi lahko našteval, mogoče še izpostavim 2 podjetniška inkubatorja, pa čistilno napravo za Rogaško Slatino in za Rogatec in tako dalje. Skratka, ocenjujem, da so to projekti, ki so spremenili podobo Rogaške Slatine. Danes vam verjetno reče, župan, vi pa vse to imate lepo, ne? Radi pozabljamo, da je treba za vse to bilo veliko denarja in tudi načrtov. Omenili ste prej, da dobro načrtujete za nekaj let naprej projekte. No, pristop, ki ga ubiram vseh teh 8 mandatov, je ta, da kandidiram z konkretnim programom, v katerem je približno 40 projektov, med 30 in 40 konkretnih. Seveda za zastavitev takšnega programa je potrebno prej leto ali 2 razmišljati, proučevati izvedljivost teh projektov, izmenjati številna mnenja, proučiti, ali to Rogaška Slatina prioritetno res potrebuje, in tako pridemo do konkretnih vsebin, konkretnih projektov, in tako je tudi za ta 8. mandat in zaenkrat kaže, da bomo tudi projekte, ki smo si jih zastavili, uspešno izpeljali. In tak projekt Stolp Kristal je verjetno res en vrhunec. Leto 2024 se bo verjetno navajalo, ne? Leta 2024 smo pa odprli Stolp Kristal. Je bilo verjetno potrebno kar precej usklajevati. Začetki niso bili najbolj enostavni. No, že potrebno je imeti idejo in pogum, da se sploh lotiš enega takšnega projekta. Marsikdo je rekel, če Rogaška Slatina to res potrebuje, ampak mi smo temeljito razmislili, kaj narediti, glede na to, da so številni turistični subjekti rekli, ni gostov, naredimo nekaj, kar bo povečalo število obiskovalcev, in smo pač prišli do ideje razglednega stolpa, ker takšnega v centru mesta v Sloveniji še ni, po Evropi in svetu seveda je tega veliko, in ocenili smo, da bi takšen objekt, torej stolp, lahko bil generator povečanega obiska Rogaške Slatine, da bi z njim lahko pridobili tudi dodatna sredstva za vlaganje v druge vsebine turizma, da bi lahko takšen stolp pomenil nekaj direktnih novih zaposlitev, še več indirektnih, skozi sinergijske učinke na področju podjetništva in gospodarstva, in ocenjujem, da se je vse to pokazalo, da smo imeli prav in da se že v tem relativno kratkem obdobju funkcioniranja stolpa, dobrih 4 mesecev, kaže na vse to, ali pa da te ciljem sledimo skozi realizacijo projekta in samo delovanje. Ampak celo referendum je bil, ne, glede tega. Torej, mi smo v prvi fazi projekt predstavili širši javnosti in ugotovili, da lokacija bliže centra mesta ni optimalna. Eno so bila mnenja občanov, ki smo jih upoštevali pri razmisleku, drugo je bilo pa merodajno mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki je povedalo, da ta lokacija prvotna ni primerna, pa smo vprašali, zakaj, in so dejali, zaradi vedute. In nisem najbolj razumel, kaj to pomeni. In njihovo mnenje je bilo, da bi se stolp preveč dominantno videl iz centralnega zdraviliškega parka, ki je kulturni spomenik lokalnega pomena, in to je pomenilo, da seveda za prvotno lokacijo ne bi dobili pozitivnega mnenja, zato smo tudi zaradi tega jo menjali, in danes z veseljem ugotovim, da je ta lokacija, ker stolp stoji danes, veliko boljša, sprejemljivejša tako za soglasodajalce kot tudi za domačine, in prav tako lahko vidimo okolico, tudi zdraviliški park in celotno mesto. Kakšna je razlika med temi razglednimi stolpi na vrhovih in potem ta, ki je v skoraj mestu, ker drugače imate tudi več še drugih razglednih stolpov, a ne? No, jaz sem do sedaj vsa ta leta velikokrat ali večinokrat predstavljal Rogaško Slatino kot mesto z več kot 400-letno tradicijo na področju zdraviliškega turizma, ki bazira na mineralni vodi Donat MG. Zdaj po novem, da tudi malo spremenim, pa bi lahko rekel celo mesto ali občina stolpov. Imamo 4, in sicer 2 na vrhu hriba in 2 v dolini. Na vrhu hriba, seveda na vrhu Janin in na vrhu Boča,
imamo zdaj stolp v centru mesta in pa zasebnik Janko Zupanec je na Pomoni, turistični domačiji, zgradil še 25-metrski leseni stolp, ki prav tako popestri utrip življenja ne le na turistični kmetiji, ampak v naši turistični destinaciji. In veliko energije smo porabili, da smo prepričali širšo javnost, zakaj načrtujemo stolp v centru mesta, zakaj ne na vrhu hriba, in nekako se mi je izoblikovalo najenostavnejša obrazložitev, da stolp na vrhu hriba je zato, da se vidi čim dlje. Stolpi v centru mesta pa so zato, da se vidi navzdol. Če odmislimo ali pa če k temu dodamo, da je razlika seveda tudi v dostopnosti, mi smo za našo lokacijo prej zgradili dostopno infrastrukturo z nadhodom sonce in ustreznimi parkirnimi mesti in šele v zaključni fazi sam objekt, torej stolp, ker smo želeli, da je dostopen iz ožjega mestnega in zdraviliškega jedra. No, povejte, saj smo veliko poročali, ampak vseeno nekaj podatkov o stolpu, višini, ponudbi, potem koliko je stal. Stolp je visok 106 metrov in je trenutno najvišja stavba v Sloveniji. Na vrhu je v 3 etažah možno doživeti, na višini 96 metrov je sicer kavarna, na višini 100 metrov je etaža panorama, kjer je torej prvotno zamišljen ogled, in pa po stopnicah se je možno povzpeti na odprt prostor na višini 104 metre. Malo se pošalim, da na vrhu še nimamo anten za 50 metrov, da bi lahko rekli, da je stolp visok 156 metrov, kot so to nekateri primeri po svetu, ampak je to dejansko ta višina. Tisto, kar je mogoče posebnost v tem trenutku, je, da lahko v etaži panorama si nadenemo VR očala, kjer nas krilati konj Pegas, ki je povezan z zgodovino Rogaške Slatine, popelje v zdraviliško jedro in v nekdanji znamenito sprehajališče Vandelban. Tam so bile trgovinice in skozi takšen pristop mi danes predstavljamo glavne atribute iz zgodovine naše občine in na tak način smo želeli tudi povezati ta projekt Stolp za kulturno dediščino. In še druga zanimivost je v kavarni, kjer imamo odprtino premera 150 cm, ki je prekrita s steklom in je prav adrenalinsko spremljati nekatere, ki si upajo in drugi, ki si ne upajo. Nimamo skrite kamere, da bi lahko to potem gledali, pa vendar sam menim, da obstajata dve vrsti ljudi. In sicer eni, ki si takoj upajo vstopiti na to steklo in drugi po pol ure, ko nekaj spijejo, ker je v bližini šank. Oziroma najprej bom takole vprašala, z dvigalom pridemo na vrh, nekateri sprašuje, zakaj ni možno tudi po stopnicah? Torej, na vrh vodi dvigalo kapacitete 21 oseb, pride se v 35 sekundah, vendar pa običajno je, da v takšnih objektih obstajajo seveda požarne stopnice, tudi pri nas, vendar pa funkcionira samo dvigalo. Za intervencijo so te stopnice. Možen pa je po stopnicah prehod med le zgornjimi 3 etažami, tako da tako je pač projektna naloga bila zastavljena in tako je tudi izvedeno. Mislim pa, da je to običajna stvar. Seveda je idej, kako nadgraditi atraktivnost tega objekta, še veliko, med njimi tudi organizirati tekmovanje oziroma tek po stopnicah na stolp. Seveda takrat ni težav, da ne bi to tudi omogočili, pa še sami želimo na vrhu narediti opisne table, kaj je, v kateri smeri možno videti in tako dalje, ampak vse to je povezano tudi z finančnimi sredstvi in z tem, ko bomo videli, koliko bomo lahko namenili preostanka denarja za druge vsebine, bomo sorazmerno temu tudi le-to izvedli. Torej, koliko je zdaj investicija? Vrednost projekta znaša 5 milijonov evrov. 2 milijona smo uspeli pridobiti od resornega ministrstva, preostanek pa smo zagotovili oziroma bomo v občinskem proračunu. Del tega zneska so prispevali tudi donatorji, le-teh imamo 30, del pa bomo poplačali z zadnjo situacijo tudi z vstopninami v letošnjem letu. No, ko ste začeli pripravljati ta projekt, ste si zastavili neke cilje. Zdaj stolp je odprt od konca maja približno. Ali se ti cilji uresničujejo? Prej sem že omenil, da se
cilji uresničujejo, seveda smo si jih zadali več, ampak tisti najpomembnejši so, torej, da je stolp generator povečanega obiska tudi z vidika tega, da imamo v paketu ponudbo tudi obiska Aninega dvora kot našega muzeja in ponudbo Bobrovega centra, kjer predstavljamo del narave tega območja, dela v naši občini. Potem se mi zdi pomembno, da se naš javni zavod, ki upravlja z tem objektom, povezuje tudi z sosednjimi podobnimi inštitucijami v občini Rogatec, Podčetrtek in Šmarje pri Jelšah in da gre za neke vrste sinergijske učinke tudi na medobčinski ravni. Potem ocenjujem, da je zelo pozitivno, da bomo skozi prihodke lahko zagotovili še sredstva za nekatere druge vsebine, kot je na primer še en turistični projekt Arena Janina pod vznožjem smučišča in pa seveda želimo si, da bi tudi malo gospodarstvo v povezavi s turizmom imelo nekaj od tega stolpa, tudi to se že kaže, da je v povečanem obsegu, saj imamo občasno na kakšen dan po pripovedovanju zaposlenih v pritličju stolpa tudi po 6-8 avtobusov naročenih vnaprej, kar samo potrjuje, da seveda bodo tudi turistične kmetije za kosila in ostalo imele nekaj od tega projekta. Če rečeva do konca septembra, koliko je bilo obiskovalcev, koliko ste jih načrtovali? Mi smo si v investicijski program zadali plan 60 000 obiskovalcev na letni ravni. In sorazmerno temu za letošnje leto 7 mesecev od konca maja pa do konca leta sorazmerno 35 000. Do danes je na stolpce v torej dobrih 4 mesecih in pol povzpelo že več kot 45 000 obiskovalcev, kar seveda tudi nas preseneča, nismo pričakovali niti približno takšnega obiska, ampak očitno je to atraktivna zgodba, ki pije vodo. Je bilo pa tudi odprtje veličastno, nekaj posebnega, pogostili ste ljudi, bila je množica, torej tudi domačinom ste nekaj dali. To je bil prvi cilj, da mi takšen projekt zaključimo na način, da tudi ljudje začutijo, da je to naš projekt, naš objekt. Zato smo se odločili, da tudi kvalitetnejšo samootvoritev tako na glasbeno-kulturnem področju, kot tudi na področju pogostitve. Seveda pa nas je število obiskovalcev v celoti presenetilo. Po realnih podatkih jih je bilo približno 2500. Približno polovica se jih je že v 4 urah prvi dan povzpela tudi na vrh stolpa, ampak vse ostalo pa seveda nismo niti približno pričakovali, tako da je bilo nekaj kar zanimivih situacij, ko posameznik ni mogel biti deležen vseh ugodnosti, ampak potem s časoma se je to pozabilo, bo pa dogodek ostal seveda v nepozabnem spominu. Varnost je vendarle na prvem mestu, število obiskovalcev na vrhu je omejeno in nadzorovano. Drži je, vendar pa zaenkrat nismo imeli s tem težav. Maksimalna kapaciteta je 150 obiskovalcev hkrati na vrhu stolpa, v vsaki etaži po 50, vendar pa pravim, zaenkrat teh težav nismo imeli. Lahko le rečem, da sta bila že 2 poslovna dogodka in pokazalo se je, da 60 obiskovalcev v eni etaži z lahkoto zmore tudi ob postavitvi še kakšne dodatne druge opreme ali kulinarične ponudbe, kar nas samo veseli in s tem širimo potencial ponudbe na vrhu stolpa. Zdaj samo še povejte, sej ne rabite EPP-ja, bom rekla, ampak vendarle stolp bo odprt pravzaprav vsak dan, vse leto? Stolp je odprt od vsega začetka vsak dan od 10. do 20. ure. V zimskem času pa računamo, da bi bil odprt od 10. do 18. ure, seveda tudi vsak dan. Tako. No, seveda, omenili ste že prej številne druge projekte, pa če omeniva trajnostno mobilnost, to je zdaj tudi taka aktualna tema po vseh občinah. Vi ste mrežo kolesarskih stez približno končali? Tako je. Mi smo jo začeli graditi in načrtovati pred več kot 20 leti in najprej smo jo zgradili skozi mesto, kar je seveda najbolj zahtevno ob že drugi infrastrukturi in objektih. Potem smo nadaljevali proti sosednjim občinam in neke vrste imamo povezavo z sosednjimi občinami.
manjka še en odsek, ki ga gradi Direkcija za infrastrukturo v dolžini 3,3 km. Sicer pa smo nekako želeli čim bolj spromovirati tudi te naše kolesarske steze, zato smo si omislili 30-kilometrsko tako imenovano mineralno kolesarsko pot, ki ima progo in se začne pod stolpom, kjer je tudi parkirišče Park and Ride. Lahko obiskovalec pride z avtom, si najame kolo in gre po ločenih kolesarskih stezah do Bobrovega centra, pa nazaj mimo stolpa proti Zgornji Kostrivnici, kjer so izviri mineralne vode, zato smo poimenovali to pot tudi mineralna kolesarska pot. Potem lahko ob tej poti si ogledamo tudi Kraljevi vrelec, kjer je izvir vode, in se vrnemo po kolesarskih poteh do same lokacije stolpa. Torej, dolžina te poti je 30 km in vodi samo po občini. Seveda pa se ne želimo omejevati, povezane so kolesarske steze, kot sem dejal, tudi širše, in želimo si, da bi tako domačini kot tudi gostje jih čim bolj uporabljali. Ali lahko že napoveste, kdaj bo tudi ta manjkajoč odsek končan, ki ga direkcija gradi? Če se malo pošalim, imate kakšno lažje vprašanje. Sicer pa zaenkrat po nam znanih informacijah je rok 30. november letošnjega leta. Mi upamo, da bo to se zgodilo, že ker ta gradnja traja kar nekaj časa, vendar pa podrobnejše informacije seveda ima direkcija oziroma njihova družba, ki koordinira izvedbo samih investicij. Bo pa to velika pridobitev tudi za našo občino po dokončani izgradnji. Ves čas so investicije na cestni infrastrukturi, tudi plazove imate, ki jih morate sanirati. Je pa ena večja, taka, oziroma pravzaprav največja obnova lokalne ceste med naseljema Pristavica in Kamence, oziroma Kamence, kako rečete. To je bil zahteven projekt, ampak verjetno ste ga uspešno zaključili. Drži, več kot 20 let smo opazovali plazovito območje ob lokalni cesti ali na lokalni cesti v dolžini 840 metrov, vendar pa začasne sanacije niso več zadovoljevale, zato smo se odločili za korenitejši poseg in vrednost celotne investicije je bila kar 640 tisoč evrov. Tako smo sanirali plazove, ki so na tem območju, sočasno pa tudi obnovili lokalno cesto in del sredstev pridobili tudi od resornega ministrstva. V zadnjem obdobju ste veliko pozornosti namenili tudi gradnji oziroma ureditvi javne razsvetljave. To verjetno ni pomembno samo za mesta oziroma za središče Rogaške Slatine, ampak tudi izven. Mi smo se zavestno odločili, da širimo izgradnjo javne razsvetljave tudi v naselja in v nekatere ulice, kjer še tega ni bilo. Zato smo v zadnjih 3 letih v 20 različnih ulicah in naseljih zgradili 150 kandelabrov novih javne razsvetljave in zato namenili približno 250 tisoč evrov. Želimo pa v tem letu še zamenjati 78 svetil javne razsvetljave skozi mesto z varčnimi v dolžini 4 km. S tem tudi dokazujemo, da nam je mar za svetlobno osnaževanje in predvsem za racionalno porabo električne energije. In določate prioritete, kako boste s tem nadaljevali? Več kriterijev na to vpliva. Začne se v glavnem pri pobudi občanov, vendar pa to je šele prvi korak. Mi potem v prvi fazi proučimo možnost izgradnje v povezavi z priključnim mestom, proučimo pridobitev služnosti, izdelamo projektno dokumentacijo, pridobimo soglasje Elektra in tako dalje. Torej, eno je pobuda, drugo je pa izvedljivost posameznega projekta in nekje se to da lažje izvesti, nekje pa traja tudi več let. Načrtujete kaj izgradenj sončnih elektrarn? Mi smo pred leti že razmišljali, kako tudi zmanjšati stroške v nekaterih naših javnih ustanovah, ki so tesno povezane z financiranjem iz občinskega proračuna. In v sklop tega tudi sodi projekt, ki smo pripravili za namestitev sončnih elektrarn na 9 javnih objektov, ki so v naši lasti. Mi smo pripravili dokumentacijo in jo oddali na javni razpis. Naša želja je, da bi še v letošnjem letu te sončne elektrarne
zgradili in potem tudi dali vlogo na Elektro Celje za samo priključitev. Relativno kratek rok je, ocenjujemo, da bi kljub temu še to tudi zmogli, bomo pa videli, če nam bo to tudi uspelo. Sicer pa bomo to zaključili v začetku prihodnjega leta, pomembno pa je, da bomo s tem tudi racionalizirali stroške električne energije po teh naših objektih. No, prej sem že omenila plazove, kako pa je bilo z neurji letos v vaši občini, ste imeli kaj škode? Smo imeli seveda neurja, smo imeli tudi nekaj škode, ampak na naše zadovoljstvo, če se tako izrazim, manj kot pa v številnih drugih občinah, če odmislim lanskoletna dogajanja. Vendar pa tudi te je potrebno bilo in vsaj deloma sanirati. Imamo pa 3 večje projekte na sanaciji plazov, kjer pripravljamo dokumentacijo in iščemo dodatne vire na ministrstvo za izvedbo teh samih projektov. No, že 2 leti prenavljate pohodne poti na pokopališču Sveta Trojica. Tudi to je pravzaprav pomembno za občane, kaj ne? Nameravate s tem nadaljevati? Mi smo sprva precej razmišljali, kako odgovoriti na pobudo nekaterih domačinov, da bi se lotili prenove obstoječega pokopališča Sveta Trojica pri Rogaški Slatini. Razmišljali smo predvsem, kako zaradi konfiguracije terena, tudi lokacije grobov in prišli do zaključka, da to res ni tako preprosto. Začeli smo z tistimi pomembnejšimi potmi, ki jih je bilo tudi lažje urediti, potlakovati in tako dalje. In ljudje so bili zelo zadovoljni, da ne bom rekel hvaležni. Zato smo se odločili, da s tem tudi nadaljujemo, ampak vsako leto nova pot je zahtevnejša, ker so grobovi manj v linijah, tudi višinska razlika je med temi potmi, vendar pa zaenkrat lahko rečem, da nam uspeva in tudi v letošnjem letu smo naredili naslednjo fazo ureditve teh poti, ki je že zaključena. Bomo pa verjetno s tem še nadaljevali v obsegu tistem, ko nam bo tudi sam teren to omogočal. Ali načrtujete razširitev samega pokopališča? Drži, mi smo se lotili tudi razširitve pokopališča, predvsem z namenom, da zagotovimo več žarnih pokopov, predvsem pa področje ali območje za raztros pepela. Tu je največje vprašanje ali povpraševanje in tega danes še nimamo. Projekt je ocenjen na približno 1 milijon evrov. Mi smo se z njim prijavili tudi na tako imenovani razpis Ministrstva za uvrstitev projektov v dogovor za razvoj regij. V sklopu tega projekta bi seveda zagotovili tako območje za enojne in dvojne grobove, za žarne grobove, predvsem pa celotno novo območje tudi kvalitetno hortikulturno uredili. Če se morda ponovno vrneva k športu, omenili ste že, kaj vse vpliva na to, da se tudi domačini več ukvarjajo s športom. Kako ste zadovoljni pa s klubi, z društvi, katere panoge so najboljše? No, na moje zadovoljstvo je veliko športno aktivnih občank in občanov in da tudi ocenjujemo, da to ni čez noč, to je proces. Osnova seveda je izgradnja športne infrastrukture. Sam menim, da imamo bogato zgrajeno na različnih področjih. Potem pa vključevanje predvsem otrok, pa tudi starejših na te športne površine pa kar traja in je to vse treba ustrezno promovirati. Tudi z različnimi športnimi dogodki, kot sem jih uvodoma omenil, in menim, da smo na dobri poti, da bomo to lahko še nadgradili. Sicer pa najbolj tradicionalno v Rogaški Slatini je moška košarka že več kot 15 let v prvi ligi, sicer pa z več kot 60-letno tradicijo. Še daljše obdobje ima delovanja nogometni klub, ki pa ima neke vrste v zadnjem obdobju turbulentne čase, če se tako izrazim, ampak pomembno je, da je v klubu skoraj 200 otrok v 8 različnih selekcijah in da imajo kvalitetno infrastrukturo za vadbo. Tudi bogato tradicijo ima ženska košarka. V prihodnji sezoni bi tudi tukaj naj članska ekipa šla v prvo ligo. Že dlje časa velike uspehe na individualnem področju dosežejo klubi na področju karateja. Imamo kar 3 državni prvaki, balkanski prvaki, udeleženci evropskih in svetovnih prvenstev. Torej,
tudi to je, ampak mogoče to glavne panoge. Zdi se mi pa pomembno, da je ta športni utrip pomemben za predvsem občane in da se čuti v samem mestu. Kot sem že omenil, da se skozi nekatere projekte ljudje v večjem obsegu odločajo za športne aktivnosti. Nenazadnje imamo tudi najnižje ležeče smučišče v Sloveniji in vse to malo po malo pripomore k temu, da ne omenjam zunanjih in notranjih teniških igrišč in tako dalje. Torej, iz proračuna tudi namenjate veliko za to športno infrastrukturo. Nekateri župani pravijo, da to ni tako pomembno, da lahko počaka. Vsekakor je seveda obveznost najprej kvalitetno vzdrževati to športno infrastrukturo, jo dograjevati z novimi vsebinami, kot so školoparki, skateparki in tako dalje. Tudi to smo zgradili oziroma še načrtujemo. Predvsem pa želim izpostaviti še eno področje. To pa je šport in promocija. In mi za 5 večjih športnih dogodkov namenjamo ločeno in postavko 150 000 evrov, ker te projekte sofinanciramo, kot sem že omenil, kolesarska dirka, pa teniški turnir, pa športni festival športnega filma in tako dalje. Torej različne vsebine in tu nekako smo prišli do limita, ocenjujemo, da je to dovolj, kar še zmoremo, da dosežemo zastavljene cilje tudi na tem področju. No, zanimiv projekt ste nastavili pod vznožjem hriba Janina, omenili ste Arena Janina. Za kakšno investicijo gre, komu bo namenjena? Gre za lokacijo, ki je nekoliko degradirana v samem centru mesta, pod vznožjem smučišča, mi pravimo hribo Janina, torej malo z drugačnim naglasom. Tukaj je zdaj območje, kjer ima smučarski klub neke začasne objekte, ki niso najbolj ugledni in mi smo se odločili, da na tej lokaciji vse to, koliko se da, počistimo, zgradimo novi objekt, ki smo ga poimenovali Arena Janina. V njem bodo prostori za skladiščenje ratraka in ostale smučarske opreme. Zraven bo prostor tudi za obiskovalce smučišča. Osrednji del pa je namenjen predvsem za različne prireditve. Namreč mi ocenjujemo, da na evropski ploščadi je premajhen prostor za večje število obiskovalcev, saj je v neposredni bližini zdraviliški park, torej je treba ga čuvati, da ne rečem sveta trava, za naše razmere. In tu gre tam od 500 do 800 obiskovalcev. Za kaj večjega pa so nas tako predvsem mladi, kot tudi naš javni zavod, poprosili, če lahko razmislimo o kakšni novi lokaciji in ta pod smučiščem Janina bi lahko sprejela tudi do 2000 obiskovalcev, kar pa je za naše razmere kar lepa številka. In mi skozi realizacijo tega projekta ravno to želimo, torej tudi mladim omogočiti boljše pogoje za izvedbo večjih koncertov. Kar se pa smučišča tiče, vendarle še vztrajate glede na te mile zime brez snega? Mi vztrajamo zaradi tega, ker predvsem vztraja smučarski klub in njegovi člani. Torej, mi rabimo društvo, ki je aktivno, ki si tega želi in ki veliko prostovoljnega dela vlaga v samo delovanje smučišča, v pripravo terena in tako dalje, v nabavo opreme. Tudi tukaj venomer sofinanciramo kakšen projekt z tega področja in tudi skozi ta vidik ob upoštevanju, torej sanacije degradiranega območja v zdraviliškem jedru, želimo realizirati ta projekt. Torej, želimo dati podporo ljudem, ki jim je smučarija že vrsto let zelo blizu. Glede Arene Janina, samo še mogoče veste, kdaj bo zgrajena? Ja, zaključuje se projektna dokumentacija, izvedbeni del, gradbeno dovoljenje imamo pridobljeno in ko bomo objavili javni razpis, bomo tudi točneje vedeli, če bomo to uspeli v takem obsegu realizirati, kot smo zastavili, če ne bo razkorak med ocenjeno vrednostjo projekta in najugodnejšim ponudnikom prevelik, ampak v vsakem primeru si želimo, da bi do jeseni prihodnjega leta tudi ta projekt bil realiziran. Pripravljate še 3 večje projekte, mislim, da na različnih področjih, tudi stanovanjskem. Kaj tu načrtujete oziroma kako je s temi neprofitnimi stanovanji pri vas? Jih je dovolj? Mi imamo 188
neprofitnih stanovanj, s katerimi upravljamo. Od tega je 128 v lasti občine, preostanek v lasti stanovanjskega sklada, s katerim smo realizirali v zadnjih 20 letih že 5 skupnih projektov. In javni razpis za dodelitev stanovanj kaže, da nimamo večje čakalne liste. Trenutno imamo na njej še 7 prosilcev, upravičencev, vendar pa imamo trenutno v fazi obnove 10 stanovanj, tako da mislim, da bomo to tudi pokrili. Načrtujemo pa večjo stanovanjsko gradnjo v južnem delu mesta Rogaška Slatina ob Soteljski cesti, kjer bi na površini približno 10.000 kvadratnih metrov zgradili 4 večstanovanjske bloke z približno 15 stanovanji, enega zopet v sodelovanju z stanovanjskim skladom, ostale 3 pa bomo območje oziroma zemljišča ponudili na trgu za izgradnjo tržnih stanovanj. In s tem bomo pester nabor razpoložljivih stanovanj samo še nadgradili. Drug projekt je izgradnja kanalizacije. Kje delate, koliko denarja? Mi smo uspeli na razpisu ministrstva pridobiti 850.000 evrov vreden sredstev za približno 2 milijona vreden projekt izgradnje priključkov oziroma kanalizacije aglomeracije Spodnje Sečovo. Torej, to je aglomeracija pod 2000 enot, kar je zelo težko pridobiti sredstva, potreb, ne le v naši občini, predvsem v Sloveniji, v manjših občinah pa je na tem področju zelo veliko. Mi bomo s tem nadgradili ali razširili izgradnjo kanalizacije, ki bo priključena na centralno čistilno napravo. Naša želja je, da bi ta projekt lahko štartali v začetku prihodnjega leta in ga v 16 mesecih tudi dokončali, torej do približno sredine leta 2026. Pa še en zanimiv projekt se obeta, oziroma boste povedali, v kakšni fazi je. Mislim, da boste zgradili kopališče v športnem centru. Mi smo o tem projektu razmišljali vsaj 20 let. Namreč pred več kot 30 leti je Rogaška imela lepo kopališče, ki je bilo pa v lasti Zdravilišča Rogaška. Nato je to podjetje šlo v stečaj in tudi novi lastnik je na tem mestu zgradil poslovni center in tako letnega kopališča, kot rečemo za prebivalce, domačine, Rogaška Slatina nima. Imamo seveda Rogaško rivero, kjer se prav tako da kopati, ampak ljudje so rekli, to ni to. In po večjih izmenjavi mnenj smo se odločili, da se tega projekta lotimo, s tem, da nismo definirali, kdaj bi lahko bil zgrajen. Ko smo pa leta 2022 pridobili dodatna neplanirana sredstva od Eurojackpota, pa smo jih skozi anketo, ki smo jo naredili med občani, 1,4 milijona namenili za samo kopališče. Ocenjena vrednost tega projekta pa je 2,5 milijona evrov. Zato smo seveda iskali še dodatne vire in na naše veselje smo bili uspešni na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in dodatno pridobili še 1 milijon evrov, tako da imamo več ali manj finančno konstrukcijo pokrito, seveda ob predpostavki, da ne bo prevelikega razkoraka med ocenjeno vrednostjo, med projektirano vrednostjo in pa ponudbo najugodnejšega izvajalca teh del. Sporedno z zapiranjem finančne konstrukcije pa izdelujemo tudi spremembo prostorskega plana, torej občinski podrobni prostorski načrt. Občinski svet ga je v prvi obravnavi že sprejel, ocenjujemo, da ga bo v drugi obravnavi do konca letošnjega leta. Prav tako pa se vzporedno izdeluje tudi projektna dokumentacija in nekako načrtujemo, da bi v začetku prihodnjega leta pridobili gradbeno dovoljenje in potem tudi pristopili k javnemu razpisu za izbiro izvajalca. Bo pa to prav v športnem centru ali ob? Torej, mi športne površine nove načrtujemo v športnem centru, saj imamo trenutno tam edini večji prostor, ki omogoča nove športne površine. Torej, da športni objekt oziroma kopališče bi bilo ob nogometnem stadionu, ob športni dvorani Balinček, ob prostoru za avtomobile oziroma za avtodome in tako dalje. In na tej površini načrtujemo poleg kopališča še otroško igrišče, načrtujemo še kolopark in seveda
ustrezno število spremljajočih parkirišč. Se pravi, da bo tam še bolj živahno, kot je do sedaj. Če se vrneva malo nazaj na kulturo, mislim, da 2 galeriji letos praznujeta okroglo obletnico. Ocenjujem, da imamo tudi galerijsko dejavnost precej razvito v občini. Anina galerija praznuje 20 let od odprtja in delovanja, Mestna galerija v kulturnem centru pa 10. obletnico. Mi smo ti 2 galeriji zastavili z večjih vidikov. Prvi je ta, da v Anino galerijo želimo pridobiti ali privabiti kvalitetnejše umetnike iz Slovenije in tudi iz tujine in jim omogočiti razstavno dejavnost. V Mestno galerijo pa smo želeli predvsem domačinom, kulturnim ustvarjalcem omogočiti, da lahko razstavijo svoja dela, ki se tudi združujejo v posamezna društva. In po teh letih ocenjujemo, da sta nam ta 2 cilja uspela, da smo jih dosegli. Ne smemo pa pozabiti, da imamo velik razstavni prostor tudi v Aninem dvoru, torej v neke vrste reprezentančnem objektu, muzeju, kjer pa predstavljamo tudi grafično zbirko, predstavljamo domoznansko zbirko gostov iz Rogaške Slatine, iz tujine, predvsem družine Karadžordžević, da v Aninem dvoru predstavljamo tudi podjetja, kot sta Steklarna, pa Afrodita, voda, steklo in tako dalje. No, ste tudi predsednik Sveta regije in razvojnega sveta Savinjske regije. Oba organa sta pripravila tudi projekte za tekočo finančno perspektivo, se pravi dogovor za razvoj regij. Kako zahtevno je bilo to usklajevanje? Katere projekte iz Rogaške Slatine ste vključili? Kako je bilo s tem? Ste pa, mislim, da prva regija, ki je oddala ta dogovor. Drži, jaz mislim, da smo se držali terminskega plana priprave teh projektov in sledili prvotno definiranemu roku strani resornega ministrstva za oddajo teh projektov 30. september. V vmesnem času je ministrstvo podaljšalo rok na 30. oktober, vendar pa mi smo svoj del naloge upravili. Smo se pa občine, ne le v Savinjski regiji, kjer nas je 31, po vsej Sloveniji srečevali z podobnimi problemi. To pa je, da so vsebine takšne narave, ki niso v velikih primerih prioriteta posameznih občin. Ampak, če hočeš ta sredstva, ki so na razpolago, pridobiti, moraš poiskati takšne projekte, kjer bi to bilo možno. In težave, ki se porajajo, so predvsem tem, da manjše občine niso zmožne pripraviti takšnih projektov. Prvič, ker je večji obseg, drugič pa, ker morajo zagotavljati tudi lastna sredstva. To je prvi problem, ki se je pojavil. Drugi problem je, da vsebine, ki so bile na razpolago, so že približno 15 let na razpolago in občine imamo druge prioritete. Mene so pred časom vprašali, da katere druge vsebine bi pa bile primerne in bi občine lahko lažje pripravljale projekte. Če najprej mogoče naštejem, kaj pa je na razpolago za sofinanciranje, izgradnja vodovodov, izgradnja kanalizacije, nadaljevanje kolesarskih povezav, ki jih definira direkcija, podjetniški inkubatorji in pa zelena infrastruktura. In od teh 5 vsebin se nas je relativno veliko odločilo ali poiskalo projekte predvsem v zeleni infrastrukturi, ker drugje je težko, rečem, priti z vsebinami zraven ob pogojih razpisa. Ko pa sem prej omenil še katera druga področja, jaz mislim, da bi ne glede na razpis Ministrstva za gospodarstvo, šport in turizem, še občine venomer potrebovali sredstva za športno infrastrukturo, za kulturno infrastrukturo, če se tako izrazim, ali pa za turizem povezan s kulturo in predvsem tudi za stanovanjsko gradnjo. To so 3 področja, ko po mojem, če bi se dalo, bi občine z veseljem pripravljale nove projekte. A je to možno doseči v Bruslju, pri komisiji, povedati tam? To je dobro vprašanje, ker odgovorov že kar nekaj časa nismo dobili. Glavni je bil ta, da to je bil pogoj Evropske komisije. Slovenija je bila primorana, da se na tak način tudi izpogaja v operativnem programu in da drugih vsebin sofinanciranih iz evropskih skladov pač ni možnih. Mi seveda to težko sprejmemo ali pa vzamemo na znanje takšno obrazlago strani ministrstev, vendar pa po zadnjih informacijah
se išče neke vrste nadgradnja takšnega pristopa z tem, da bi država v večjem obsegu v ta dogovor za razvoj regij vključila tudi lastna državna dodatna sredstva, kar pa bi omogočilo, da bi se lahko ti razpisni pogoji razširili tudi na druga področja. No, omenili ste zeleno infrastrukturo, a tu sodijo energetske obnove stavb, ki so zdaj tudi precej razširjene, ali tudi vi načrtujete kaj od tega? Mi smo v projekt za dogovor za razvoj regije, kot sem omenil, pripravili razširitev pokopališča, sicer pa za energetsko obnovo stavb obstaja en drug razpis in ne sodi to v tako imenovano zeleno infrastrukturo, ker so tudi tukaj zahtevani dokaj zapleteni pogoji za pripravo samega projekta. Mi pa to pripravljamo ločeno od tega razpisa. Potem lahko za zaključek počasi rečeva že, kaj se bo še dogajalo do konca leta, morda še kakšen zaključen projekt in potem načrti za prihodnje leto? Seveda naša razmišljanja sledijo planu, ki smo si ga za ta 4 leta tudi dali. Za obdobje do konca tega leta imamo kar nekaj izzivov, nekaj idej, predvsem v tej smeri, da mi obiskano stolpa povežemo z dogajanjem v adventu v letošnjem letu v Rogaški Slatini in želimo del tega dogajanja predstaviti iz Evropske ploščadi, ker se je to do sedaj odvijalo tudi na območje stolpa. O tem bomo seveda še izmenjali mnenja, predvsem z našim javnim zavodom za turizem in kulturo, ki pripravlja tovrstne aktivnosti oziroma koncerte in srečanja. Potencial, po mojem mnenju, je velik. Želimo pa iti korak za korakom in ne na vrat na nos neke stvari forsirati v območje stolpa, ki bi se kasneje izkazale, da niso optimalne in bi s tem poslabšali trenutno situacijo dogajanja v decembru v samem mestu. Bomo pa zopet vstopili v praznični december že z prižigom lučk tudi na najvišjem naravnem drevesu v Sloveniji ob Pegazovi ploščadi in tako dalje, ampak trenutno ta program še zori. Lahko napoveste silvestrovanje na prostem, bo ali ne? Odločili smo se, da ga bomo zopet naredili, čeprav moram reči, da stroški enormno rastejo tega silvestrovanja, predvsem zaradi dviga cen glasbenih nastopajočih gostov, pa tudi vsega ostalega, tako varovanja, zavarovanja in tako dalje, ampak dokler imamo željo in voljo pri enem izmed prostovoljnih gasilskih društev, s katerimi to skupaj organiziramo, ocenjujemo, da je to vredno podpreti, saj ga občani zelo pozitivno tudi sprejmejo in pridejo na to silvestrovanje na prostem in ga bomo organizirali tudi letos. Mogoče samo, prej nisem omenila ob vznožju stolpa. Mislim, da so neke hišice lesene. Zakaj? Drži, mi smo razmišljali, da bi skozi možnost prodaje domačih izdelkov v teh hiškah povezali tudi zaledje naše občine in jih vključili v sam projekt stolpa. Ugotovili smo, da takšnega povpraševanja, kot smo si ga mi želeli, ni. Je pa dejstvo, da ena hiška ves čas zdaj deluje in da prodajalka pravi, da je zelo zadovoljna z prodajo teh izdelkov. Za december, januar pa mislim, da je javni zavod že povabil še nekatere druge, ki pa so se zaradi seveda pričakovanega večjega obiska gostov tudi odločili, da bodo vzeli v najem. Če pa bodo na tej lokaciji še ob koncih tedna koncerti ali kakšni drugi dogodki, pa seveda je potencial za nakup tovrstnih domačih izdelkov toliko velik in verjamem, da bomo tudi ta cilj, da bi vključili tudi ljudi iz podeželja za prodajo izdelkov, uresničili. Se pravi, ponudba vse skupaj se razvija. Kako bi torej zdaj, če povzameva, zaključila, ocenili plan realiziranih projektov, zdaj približno polovica mandata je tega trenutnega? Uvodoma sem izpostavil, da smo v ta mandat šli z 40 večjimi, pomembnejšimi projekti. Recimo Stolp je bil eden izmed teh najpomembnejših, pa danes smo že izpostavili tudi Areno Janina, pa letno kopališče, pa stanovanjsko gradnjo in tako dalje.
In če potegnem danes črto, potem lahko zadovoljstvo ugotovim, da vidim izvedljivost oziroma vidimo izvedljivost teh projektov, tako v vsebinskem, kot tudi v finančnem smislu, kar je zelo pomembno. Tako da menim, da bomo zastavljen program realizirali, zraven pa bomo dodali še nekaj novih idej, ki pa so jih posamezni bodisi občani ali pa člani občinskega sveta tudi izpostavili. Mi smo jih proučili, zagotovili dodatna sredstva in ugotavljamo, da jih bomo lahko k tem 40 projektom tudi še dodali, pa da ne bom narobe razumljen, torej gre za večje investicije. Tu nimamo v mislih obnove cest, vse to gradi vsaka občina oziroma je to ena izmed prioritetnih, primarnih nalog vseh občin v Sloveniji in tudi drugod. Teh cestnih odsekov je verjetno preveč, da bi jih sploh zdaj naštevala. Je pa verjetno zelo pomembno, da so povezane vse krajevne skupnosti z Rogaško Slatino. Ravno s tem namenom imamo pri nas krajevne skupnosti kot pravne osebe, da imajo občani bolj neposreden stik z tem, kako je možno pridobiti kakšna sredstva, kakšne predloge dajati, in ocenjujemo, da je takšen pristop učinkovitejši kot iti v danem trenutku na neke vrste participatorni proračun. Mi vsebine, kot so kolopark, otroška igrišča in tako dalje, sami damo v program po posameznih naseljih oziroma krajevnih skupnosti, kar bi mogoče v nasprotnem primeru skozi 4-5 mesečni postopek občani izglasovali skozi ankete in to rešili skozi participatorni proračun. In ocenjujem, da je naš pristop za dosego tega cilja učinkovitejši. Seveda je pa to od občine do občine različno in mi namenoma kar precejšnja sredstva za obnovo manj pomembnih lokalnih cest oziroma javnih poti namenjamo krajevnim skupnostim in jih le te pod sklepi sveta krajevnih skupnosti tudi realizirajo. Je pa zanimivo, da pripravite tudi otvoritev oziroma pripravijo, da se krajani veselijo in se zavedajo pomena teh pridobitev. Mi smo zelo veseli, če občani začutijo pomembnost posameznih vsebin in da so željni, voljni, pripravljeni tudi organizirati ali pa pristopiti k sami otvoritvi. In moram reči, da tudi sam seveda se z veseljem teh udeležujem. Glavno vlogo pri večjih projektih seveda imamo mi v občinski upravi pri organizaciji tovrstnih dogodkov, ampak izkušnje kažejo, da tudi v takšnem neposrednem stiku z občani dobimo marsikatere ideje. Sam se seznanim z marsikaterimi problemi, ki jih imajo občani, bodisi pri sporu z sosedom, pri izgradnji kanalizacij, pri obnovi cest in tako dalje. In tudi od tu nastaja program za naslednja leta. No, seveda zdaj tale pogovor ni namenjen občinskemu prazniku, ste pa praznovali poleti občinski praznik tudi pri vas, kaj ne? Tudi mi imamo, poleti 26. julija občinski praznik, to je na god Svete Ane. Zgodovina pravi, da so se na ta dan v Rogaški Slatini odvijale pomembne prireditve na različnih področjih, seveda med njimi tudi znameniti Anin ples od leta 1835, pa vendar tako pač je sklep sprejel občinski svet, ni pa to optimalni čas, konec julija za tako goste, za nastopajoče, ampak tako pač je ta občinski praznik. Tudi letos seveda smo imeli osrednjo prireditev, podelili občinska priznanja, mislim, da so šla v prave roke in srednja prireditev je tudi en priložnost, da naredimo pregled nad upravljenim delom. Mi smo to naredili, še usmerili pogled tudi za 30 let nazaj, kot sem danes že izpostavil, in z optimizmom zremo v prihodnje. Torej, želje za v prihodnje so samo, naj se uresničijo načrti, verjetno. Bomo veseli, če jih le bomo uspeli realizirati, vendar pa v njih ne dvomim. Hvala lepa za ta pogovor in seveda uspešno delo vam želim naprej. Hvala tudi vam in srečno. Hvala vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, za pozornost. Lep večer še naprej pa želimo vam.